Živijo, sem Lucija Jazbinšek in vodim zaposlovanje v Adakti. Moje delo se predvsem koncentrira na selekcijo in pridobivanje talentov. To je moj tretji DMI sejem in tudi danes bi vam rada približala Adakto. Adakta je v bistvu vodilni ponudnik programske opreme za zavarovalniško industrijo. Ukvarjamo se v bistvu z razvojem lastne platforme Edinsure, ki omogoča zavarovalnicam, da digitalizirajo in preoblikujejo svoje procese. In s tem v bistvu tudi nekako sodelujemo z večjimi evropskimi zavarovalnicami, s partnerji in imamo zelo široko mrežo, kako bi človek rekel, večjih in manjših zavarovalnic. Zdaj, kar v bistvu nekako je naša prednost in po čemer smo tudi znani, je to, da delujemo v mednarodnih ekipah, imamo 6 pisarn v različnih državah in več kot 350 izjemno nadarjenih posameznikov. Naše ekipe so sestavljene zelo premišljeno, so v bistvu kombinacija zelo izkušenih ekspertov in tistih, ki šele vstopajo v svet tehnologije. Tako da v vsakem timu se najde nekaj seniorjev in nekaj juniorjev. Zdaj, profili v Adakti so precej različni, zaposlujemo naravoslovne in družboslovne profile. Imamo zelo veliko ekonomistov na različnih poslovnih funkcijah in tudi danes z mano sta 2 ekonomista, Maša in Marko. Kot prvo vam bom predstavila Mašo Kete. Maša deluje v oddelku poslovnih analiz in je z nami že od študentskih let. Maša je v bistvu trenutno v vlogi team leada oziroma izkušene poslovne analitičarke in vam bo danes predstavila, kaj dejansko pomeni delo poslovnega analitika in kako poteka. Izvoli, Maša. Hvala, Lucija. Pozdravljeni. Kot rečeno, jaz z Adakto že od študentskih let, mojih časov na ekonomski fakulteti, kjer sem na dodiplomskem študiju izbrala program mednarodne ekonomije, potem na podiplomskem pa kvantitativne finance in aktuarstvo, kar je čisto nenačrtovano zelo povezano s tem, s čimer se danes ukvarjam, torej analiza poslovnih procesov zavarovalnic. Funkcija poslovnega analitika v Adakti ima nekako 2 komponenti, analitično in svetovalno. Torej, analiziramo poslovne procese zavarovalnic, hkrati pa jim nekako poskušamo svetovati glede optimizacije teh procesov. Seveda v procesu uvedbe naše programske rešitve. Vso to iskreno za nas neprecenljivo znanje, pridobljeno neposredno iz prakse, potem pretvarjamo v zasnovo rešitev našega sistema. Tako da na nek način lahko rečemo, da smo dejansko tisti, ki narekujemo razvoj produkta. Zdaj na razgovorih zelo pogosto dobimo vprašanje, kako pa izgleda nek povprečen dan poslovnega analitika v Adakti, in odgovor je vedno, da žal ne obstaja. Pa s tem ni nič narobe, pomeni samo, da so naši dnevi zelo razgibani. In sicer zajemajo vse od že omenjenih poslovnih analiz do raznoraznih predstavitev našega sistema, tako potencialnim kot obstoječim strankam, in pa zajemajo ogromno neke komunikacije z tehničnimi in vsebinskimi predstavniki naših strank. Poleg tega ogromno časa namenimo tudi naši dokumentaciji. Torej, popisujemo zahteve naših strank, pripravljamo tako tehnično kot vsebinske zahteve za razvoj sistema, ter na samem koncu popisujemo obstoječe funkcionalnosti produkta. Maša, imela sem eno vprašanje vmes zate, ampak si pol tudi nadaljevala. A poslovni analitik sodeluje samo za stranko? Ne, seveda ne. Kot podjetje močno verjamemo v interdisciplinarno povezovanje in sodelovanje. In dejansko mislim, da ne mine neka naloga ali pa manjši večji projekt, kjer se ne bi poslovni analitiki povezvali tako s oddelkom prodaje, kot neposredno z razvijalci, s tehničnimi vodjami, projektnimi vodjami. In dejansko verjamemo, da prav ta neprestana komunikacija in sodelovanje vseh teh res različnih profilov, kot si sama rekla, rezultira v nekem takem zelo sproščenem in prijateljskem delovnem okolju, ki definitivno spodbuja diskusije, tako službene, kot tudi tiste vse ostale. Maša, najlepša hvala za predstavitev vašega delovnega mesta oziroma tvojega oddelka. Vem, da je delo zelo obsežno in da si to strnila, ampak ker bi radi tudi Markota danes poznali, smo malo časovno omejeni in gremo naprej. Zdaj, z nami je še Marko Golob. Marko je v bistvu naš projektni vodja, deluje v oddelku implementacij. Z nami je v bistvu komaj slabo leto, ampak res nimamo tega občutka, ker se je odlično ujel v vse ekipe in je v bistvu že skoraj del podjetja. Tako da, Marko, mogoče, če nam ti poveš, kaj meniš, da so 3 najpomembnejše lastnosti, ki jih mora imeti projektni vodja? Ja, če zdaj gledam poseb, mora biti Superman. Pa ne, se zahica.
Pozdravljeni, moje ime je Marko, sem diplomant strojništva in pa tudi magister poslovnih ved. Bom pa izpostavil 3 pomembne lastnosti, ki jih mora imeti projektni vodja. Torej, mora znati dobro komunicirati, kaj to pomeni odprta in jasna komunikacija, mora znati aktivno poslušati, kaj drugi govorijo, ter seveda dobro nastopati. Vodstvene sposobnosti so zelo pomembne, projektni vodja mora strateško razmišljati vnaprej, mora voditi zgledom, mora dobro načrtovati in organizirati, ter na koncu v bistvu vse povezati v neko smiselno celoto. Po mojem mnenju je pa najbolj pomembna emocionalna inteligenca, zato ker v bistvu projektni vodja mora znati sodelovati z različnimi karakterji ljudi. Pa so pa tu še druge lastnosti, ki so pomembne, seveda proaktiven pristop k reševanju problemov, želja po nenehnem učenju in pa seveda poznavanje projektnih metodologij. Okay. Zdaj v bistvu, kakor sem omenila, ti si pri nas slabo leto, torej mora biti še tvoj spomin na uvajanje precej svež. Kaj bi recimo ti rekel, da ti je bilo najbolj všeč ob uvajanju v Adakti? Ja, res je, jaz sem tukaj v bistvu šele dobro leto. Zelo mi je bilo v bistvu všeč, da se namenja posebna pozornost prenosu znanj med sodelavci, ker zaposleni se imajo možnost učiti tuje jezike, udeleževati se raznih delavnic, konferenc doma kot v tujini in pa tudi interno izvajamo razna izobraževanja in delavnice. Ob samem začetku me je pa najbolj presenetil ta strukturiran program mentorstva, ki pa je v bistvu namenjen uvajanju novih zaposlenih, ne glede na to, kakšne so njihove delovne izkušnje. Okay. Mislim, da najbrž delovne izkušnje s tem tudi, glede na to, da prihajaš iz strojništva, se ti zdi najbrž, da je bil ta program mentorstva dosti pomemben v uvajanju osnov oziroma ob uvajanju nekih osnov IT industrije. Ja, tako je, jaz sem v osnovi strojnik, ja. Zato je bilo zelo veliko pomoč na Adakti, da v bistvu vsak zaposlen dobi lastnega osebnega mentorja, ki ima v bistvu vsakodnevno v pomoč. Ampak tudi ostali zaposleni na Adakti so vedno pripravljeni pomagati. Na ta način mi je bilo jasno, kaj se od mene v bistvu sploh pričakuje, hkrati sem pa v bistvu spoznal vse sodelavce na ostalih oddelkih in pa začutil kulturo podjetja. Sam program mentorstva temelji na spodbujanju strokovnega razvoja, učenju specifičnih spretnosti, postavljanju raznih izzivov in pa seveda dodeljevanju odgovornosti. Kako bi pa vi postali del naše zgodbe, bo pa kasneje razložila Lucija. Hvala, Marko, hvala, Maša. Zdaj v bistvu jaz bi morda kar predstavila naš selekcijski postopek in to bom naredila hitro, tako kot ga tudi izvajamo. Od prijave do same zaposlitve nas loči 5 korakov. Prvi je, da oddate prijavo na naši spletni strani, sledi pregled prijave, kadrovski intervju, tehnični intervju, vkolikor je potrebno, ponudba z naše strani in onboarding. Prvi dan vedno pripravimo eno super dobrodošlico, spoznate mentorja in v bistvu začnete rast z nami. Zdaj, moram reči, da v Adakti rastemo vsakodnevno, odkrivamo nova področja, nove procese, gradimo ekipe, sklepamo prijateljstva in najbolj pomembno, vsak dan pomikamo nove meje. In jaz vas vabim, da tudi vi postanete del Adakte in hvala za pozornost, za zaključek si pa lahko ogledate še video z našim direktorjem, ki vas bo popeljal skozi vzdušje pri nas. Hvala. Hi there and welcome to Adakta. We are a leading software provider for the insurance industry. Our AdInsure platform empowers insurers of various focus and sizes to digitalize and transform their business. We don't want to brag, but I can say that we are working with some of the biggest insurance companies in Europe. Our international team is deployed in 6 different countries, in the offices hosting more than 300 extremely talented individuals. Now, while some say that talent is born, we believe it needs to be nurtured. And as a company, we are providing you all the support you need to fast-track your career. For starters, we have extensive experience and youthful spirit working side by side. Through our mentorship program, we are providing you constant feedback and empowering you to make your own decisions while achieving your goals. We have more language courses than we can count, Adakta Academy in place, and personalized educational program encouraging learning and growth mindset. Obviously, we have an amazing office view, game room, top-notch equipment, 4-leg stress relievers,
eco-friendly rides and an environmental policy in place, and option to work remotely, of course. Now, it all sounds great and shiny, but where do you fit in? If you find joy in crunching code, solving challenges, addressing architectural IT problems, you might find a lot of like-minded individuals in our R&D, services, or Q&A team. DevOps team actually is a great place for those of you who like the combination of IT infrastructure and software development, while those of you who see themselves as the ones bridging the gap between customers and developers, you may opt for our business consultants team. And of course, all of you who would like to participate in building the growth and company's resilience, we have many open positions for you in our HR, marketing, sales, accounting, back office, and other teams. So, whatever you opt for, one piece of advice. Here in Adacta, we really appreciate 4 main things: trust, innovation, flexibility, and good old cup of joe.